Seks mi nudi neko zadoščenje, eksplozijo čustev, v bistvu neko tako super energijo. Druženje, da se imamo radi. Seks, pa že to. A ja, spolno občuvanje. Ne, nisem še probal, nisem. užitek, sprostitev, združitev med dvema osebama. Seks mi je fajn, ker si lahko kar si in se pač pri tem tudi sprostiš. Ja, fajn, neko veselje, srečo, pa itak, utrujenost. Zdravo, banda. Poleg vsega, kar ste slišali in potomstva, nam spolnost lahko prinese tudi spolno prenosljive okužbe. In ker nobene okužbe niso fine, se mi je bolje izogniti. Kako in zakaj, ve profesorica dr. Mojca Matičič. Pozdravljeni. Dobar dan. Ljudje zbolevamo za vsem mogočim, ampak zakaj so ravno spolno prenosljive okužbe takšen tabu? Če ima nekdo spolno prenosljivo okužbo, s tem lahko razkrije tudi, če smem reči, družbi nedopadljivo spolno vedenje, kar seveda zelo vpliva na človekovo osebno, socialno, pa tudi profesionalno življenje, torej stigmatizacija. Spolnost že sama je žal še vedno neka tabuizirana tema. Če imamo pa zraven še stigmatizacijo spolno prenosljive okužbe, potem stopimo v začaran krog. In zato en posameznik, ki se zaveda, da ima tvegano spolno vedenje, ima mogoče celo določene težave, ne bo zaradi vsega tega poiskal pravi čas pomoči in je to slabo za njega, pa tudi za njegovega spolnega partnerja. Kateri spolno prenosljivim okužbam pa so najbolj izpostavljeni mladi, nekje do 26. leta starosti? Najpogostejša sploh spolno prenosljiva okužba tudi med mladimi je okužba s humanim virusom papiloma. To so genitalne bradavice, se hitro vidijo, ampak imamo različne tipe tega virusa in določene lahko povzročajo tudi raka na materničnem vratu. Potem je tu genitalni herpes. Petina nima nobenih mehurčkov ali pa razjedic na spolovilu, pa vseeno okužbo lahko širi naprej. Določene skupine tudi mladih, naprimer skupina moških, ki ima odnose z moškimi, pa v zadnjem času zelo zbolevajo za sifilisom, to je oralni sifilis, predvsem sifilis v ustni votlini, ali pa z okužbo z virusom HIV. Skozi zgodovino se pojavljajo različni cikli spolno prenosljivih okužb. Jih imamo enkrat več, drugič manj. In kje smo zdaj? Ja, to je pa res zanimivo. Zgodovina nas namreč uči, da se prav spolno prenosljive okužbe v izbruhih pojavljajo takrat, kadar gre za neke politične, ekonomske ali pa socialne krize. Recimo ogromno sifilisa in gonoreje smo imeli v času Prve svetovne pa Druge svetovne vojne ali pa leta 1929 čas ekonomske krize. Potem pa nekako zajcem je pa število upadlo. Ampak ti vrag v novem tisočletju pa dramatično narašča število spolno prenosljivih okužb. Svetovna zdravstvena organizacija je celo pandemijo razglasila. Predvsem menimo, da zato, ker je popustil strah pred AIDS-em. Kot veste, imamo zdravila za AIDS, to ni več smrtonosna bolezen, ampak neka kronična bolezen z doživljenjskim zdravljenjem. Potem so tu potovanja, ki nam v minuti približajo svetovne epicentre spolnega turizma, pa seveda s tem tudi spolnih bolezni in ne nazadnje, kar pravijo strokovnjaki, da je pa najbolj nevarno v tem trenutku pridobivanje spolnih partnerjev preko mobilnih aplikacij. Ampak ljudje seksamo, ne? To je dejstvo, mladi, starejši, stari. Kaj je stališče medicine varen spolni odnos? Varen spolni odnos je samo tisti odnos med dvema zvestima in neokuženima spolnima partnerjima. Vse ostalo je seveda lahko tveganje. Kaj pa potem življenjsko? Tako. No, v življenju seveda se pa da pomagati. Potem je seveda kondom tista stvar, ki zaščiti pred spolno prenosljivimi okužbami, ampak seveda uporabljati kondom iz lateksa, pravilno uporabljati dosledno in vedno. Zdaj, vsi znaki okužb niso vedno vidni. Mladim ste pa, da si lahko pomagajo, pripravili tudi posebno aplikacijo skupaj s študenti, imenuje se ASPO. Kako lahko pomaga nekomu, ki ga je mogoče strah, da ima spolno prenosljivo okužbo, ali pa ga samo zanima več o tem? Popelje nas skozi vrsto vprašanj glede našega spolnega vedenja, glede morebitnih težav, ki jih imamo, in na koncu naredi tudi nekakšen verjetnostni izračun, ali je, glede na vse odgovore, res nevarno, da imamo spolno prenosljivo okužbo in kaj naj naredimo. Še enkrat, kondom. V primeru oralnega, analnega ali vaginalnega spolnega odnosa. Kontracepcijske tabletke ne pomagajo. Kondom, vse jasno. Kaj pa, če se nam zabliska, če kondom poči?
Potem pa velja, kot da ga nismo uporabili, zaradi tega, ker tveganje za spolno prenosljive okužbe pa obstaja. Se pravi, ravnamo enako, kot da smo imeli nezaščiten odnos. Če je bil odnos tvegan z osebo, ki je bila lahko okužena, potem seveda čim prej obisk ustrezne ambulante za spolno prenosljive okužbe. A potrebujem za to napotnico? Ja, žal potrebujemo za to napotnico izbranega osebnega zdravnika, ampak vseeno pa obstajajo mesta, kjer se lahko pa za določene stvari testiramo brez napotnic, anonimno, brezplačno. To je pa za okužbo z virusom HIV, z virusom hepatitisa B in hepatitisa C. Pa sam pregled ali pa testiranje je tako zopano, da me mora biti strah? Takrat sploh ne. Strah vas mora biti prej. Takrat, ko se zavedate, da ste imeli neko tvegano spolno vedenje, da imate mogoče neke težave, pa nič ne ukrenete, ker vas je strah, da bi kaj ukrenili. Ko pa se odločite in greste na pregled, takrat ste na konju. Takrat res naredite nekaj dobrega zase in tudi za vašega spolnega partnerja. Ja, fino, potem grem še pa jaz. Izvolite, zdaj ste pa vi moja gostja. Ja, in malo našpičena in zaskrbljena. Nič se ne bojte, ne, vse bo v redu. Torej, vse, kar se bova danes tukaj pogovarjali, ostane za 4 stenami. To naj vam bo najprej jasno. To pa ni za javnost. Na tem pregledu za spolno prenosljive okužbe vzamemo bris iz 3 mest pri ženskah. Iz materničnega vratu, iz nožnice in iz sečnice. Ampak za vas bo izgledalo tako kot ginekološki pregled, ne? Kako pa za fante izgleda? No, pri fantih seveda je anatomija drugačna, ne, tam vzamemo samo bris iz sečnice. Načini spolnega vedenja so različni, analno-oralni, genitalno-analni, genitalno-oralni, se pravi, če ima človek ki druge težave, potem vzamemo bris tudi iz žrela oziroma iz zadnjika. No, poleg jemanja brisa, potem tako za dekleta kot za fante velja, vzamemo še urin za pregled in seveda vzamemo še kri. Ker določene spolno prenosljive okužbe se lahko vidijo šele po prisotnosti protiteles ali virusa recimo v krvi oziroma določenega povzročitelja v seču. Kdaj pa lahko zdaj pričakujem rezultate? No, glede na to, da nimate nobenih specifičnih zdravstvenih težav, bomo seveda, če smem reči, vrgli mrežo in probali uloviti karkoli se uloviti da. Torej, pregled na vse spolno prenosljive okužbe bomo naredili, ki se jih lahko pregleda in te preiskave trajajo približno 1 teden. Čez 1 teden dobite rezultat. Če bi šlo pa za neko urgentno stanje z nekim izcedkom, evidentno morda za gonorejo ali karkoli, imamo pa na voljo tudi hitre preiskave. V takem primeru bi vam pa lahko že danes dali terapijo, če bi odkrili neko tako bolezen. Kaj pa v tem vmesnem času? Svetujemo seveda vzdržnost, kar se tiče spolnih odnosov. Če ne gre drugače, pa seveda dosledno in pravilno uporabo kondoma. A pornografija bi mi škodila v tem vmesnem času? No, od gledanja se še nihče ni okužil, ampak seveda, če pa to vodi v kaj drugega. Če vam je bila všeč, itak da vam je bilo, potem lajkite, pa šerajte kar. Če deliš, dobiš.